Zjutraj, zjutraj, Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Še tegale lačka pobarvam. Ta risbica bo za Božička. Za Miklavža in dedka Mraza sem že naredila. In sedaj še Božiček mora vedeti, da je zanj. Sem že prej napisala. Zdaj bom pa odebelila. B, O, Ž, I, Č, E, K. Zdaj pa je. A ni lepa? Jaz vem, da bo vesel. On je zelo vesel risbic. Evo, še v kuverto pospravim. In bom vsa pisma postavila pod smrečico, da jih bodo našli. Kako lepo diši ta čaj. Moram mu dodati še malo medu, da bo zares pravi. Veste, pozimi moramo piti dosti čaja, da ostanemo zdravi, kajti čaj nam sigurno pomaga pri tem. In jaz sem ga skuhal za Charlija in za Tjašo, ampak za Charlija moram skuhati prav posebnega, ker naš Charlie ima 65 alergij. Tale bo pa za mene in pa za Tjašo. Kako diši. Sigurno bosta zelo, zelo vesela mojega slastnega čaja. Kako diši neverjetno. Najraje imam čaj s cimetom, z ingverjem in pa meni najljubšim medom. Kje pa si jaz zdaj, Tjaša, da ga pride poskusiti? Tjaša! Miha! Si bila že pridna? Ja, sem narisala risbice vsem trem dobrim možem. Kako lepo! Poglej, kaj sem pa naredil jaz. Skuhal sem nama čaj. Hvala, Miha, ti si najprijaznejši medved. Saj veš, da se zelo rad mudim v kuhinji in pripravljam slastne stvari. Med njimi je tudi tale moj slasten čaj z ingverjem, z medom in s cimetom, ja? Kako lepo diši. Najboljši je. Tale je za naju, tega da sem pa pripravil posebej za Charlija. Kje pa je Charlie? Ja, ne vem, že zjutraj je odšel. Ne vem, na sprehod. Ne vem, kje se mudi toliko časa. Čudna reč. Tu sem, kdo me išče? Hej, Miha! Kako si? V redu. A veš, kaj je nekaj tako zelo dišalo celo pot iz gozda do sem po cimetu? Miha, a si pekel piškote? Ne, niso. Piškoti pridejo na vrsto kasneje. Sedaj sem pa pripravljal moj slastni čaj. Prav posebej zate. A to je zame? Ja. Kako lepo diši, Miha, ti si res najboljši medved na celem svetu. Veš, da to zelo rad počnem. Za vaju. Veva, da zelo rad kuhaš, ampak mi da so zelo vesela, ko nama kaj skuhaš. Charlie, Ja. pa kje si bil toliko časa? Veš, Tjaša. Igral sem se v gozdu. Na sprehod sem šel zjutraj in potem sem šel v gozd in sem srečal tam parklje. Pa ne te strašne parklje? No, saj niso tako strašni, čeprav veš, sem se jih strašil na začetku, ker imajo rogove pa tiste dolge jezike, ampak so rekli, Charlie, nič se ne boj, ti si zelo priden fant in pridne otroke nič ne strašimo. In so me povabili, če bi se igral z njimi. Se hecaš, a ne? Ne, res se nič ne hecam. Mi smo peli, plesali, se skrivali in skoraj cel dan igrali. Ti se razpaca, Charlie. Jaz ne vem, če bi se upala igrati s parklji. Res so bili, tako so bili prijazni, še en trik sem jih naučil. A veš, kako so bili veseli?
Ja. Super. Kaj pa Miklavž? A Miklavža si kaj videl, ker jaz sem mu že napisala pismo A res? in risbico narisala posebej zanj. Že zagotovo bi vesel. Ampak ne, Miklavža pa ni bilo. Ne vem. Seveda ga ni bilo. Miklavž se zdaj hodi okoli s svojimi živalmi in pobira pisma pri pridnih otrocih. Tako da Tjaša sigurno pride tudi po tvojega. A res? To. Ja. No, Miha, kaj pa še veš o Miklavžu? Veš, Miklavž je eden izmed 3 dobrih mož, ki nas obiščejo v decembru, ter razveselijo z darili. Poleg Miklavža pa nas obiščeta tudi Božiček in Dedek Mraz. Božiček in Dedek Mraz. Ja, Miha, kateri pa pride prvi? Prvi izmed njih pride najstarejši, in sicer Miklavž. Obišče nas v noči iz 5. na 6. december. Ponavadi ga spremljajo tudi njegovi pomočniki, angeli, ki mu pomagajo nositi darila, ter parklji, le ti strašijo poredne otroke. Ne, to pa sploh ni res. Tako zelo so prijazni. Komaj čakam, da jih spet vidim, pa da se bomo lahko igrali skupaj. Haha, res je, Charlie. Parklji so kar malo strašljivi. Oblečeni so v črna oblačila z rogovi na glavi ter dolgimi rdečimi jeziki. Miklavž pa je oblečen v škofovska oblačila. Na sebi ima dolgo belo haljo, na glavi škofovsko mitro, v roki škofovsko palico, ki je rahlo zavita. Ponavadi v rokah nosi tudi zlato knjigo, v kateri ima zapisane vse pridne otroke, zagotovo tudi vaju. Ja, po moje tudi, ja. Miha, a je res, da je Miklavževo drugo ime Sveti Nikolaj? Res je, Tjaša, ti pa kar nekaj veš o Miklavžu, ja. Veste, Miklavž je bil pravzaprav svetnik, ki je še danes tako v katoliški kot tudi pravoslavni cerkvi poznan pod imenom Sveti Nikolaj. In naj bi prihajal iz ozemlja, kjer se danes nahaja država Turčija. O, Turčija, tam je pa toplo, kaj ne? Čakaj, Miha. Se pravi, Miklavž prihaja iz juga. Ja, Charlie. Veš, tako govorijo legende o njemu, kot tudi, da je Sveti Nikolaj že v svoji mladosti veljal za izredno radodarnega, saj naj bi prihajal iz premožne družine, vendar je večino svojega bogastva razdelil med revne ljudi. Kako je bil ta Miklavž res prijazen, že ko je bil mlad. Ampak to še ni vse. Pravijo celo, da je še posebej rad podarjal darila otrokom. Ker pa sprva ni hotel, da bi vedeli, da je ravno on tak dobrotnik, je pogosto revnejšim zlatnike postavljal kar v njihove čevlje, ki so jih imeli pred pragom, ko so odšli spat. Zato še danes darila nosi v večernem času. A veš, da meni pa vedno zlatnike prinese vsako leto, ampak ne pravi, tiste čokoladne. Tudi meni je prinesel že takšne, kako so bili dobri. Ja. Ja, ampak veš, Tjaša, Miklavž je sprva pridne otroke obdaroval zgolj skromnimi darili, kot so jabolka, suho sadje, orehi, poredni pa so dobili šibo. So pa danes seveda Miklavževa darila precej drugačna, kot so bila nekoč, ki so bila precej bolj skromna, kot so danes. Saj veste, včasih še ni bilo tako veliko sladkarij in čokolad, ko jih poznamo danes. Ja, to je pa res, ja, joj, kako čokolade, kako bi sedaj pojedel eno. Ampak, Miha, če me spomin ne vara in če se ne motim, nas pa potem Božiček obišče na božični večer, kaj ne? Ja, malo si se zmotil, Charlie, ampak si bil blizu. Božiček nas obišče ter z darili obdari na predbožični večer, ki je v noči iz 24. na 25. december. Tako kot Miklavž, pa tudi Božiček obdaruje v večernem času, ko otroci že spijo. Miha, ampak zakaj je tako? Jaz bi se rad z Božičkom igral, pa pesmice pel, ampak vedno preden pride, jaz zaspim. Ja, tudi jaz. Ja, seveda, zaspita, kar je edino pravilno. Charlie, veš, koliko otrok ima Božiček za obdariti v eni noči? Zato pa hodi po noči, da ga otroci ne vidijo in da mu ne zmanjkuje časa, ne? Kajti, seveda bi se vsak izmed njih želel igrati z Božičkom, pa peti, plesati, ampak žal Božiček nima časa, ima preveč dela, da bi mu v eni noči uspelo vse obdariti, vse otroke in se z njimi še igrati. Ja, to je pa res. Ja, zato.
Ja, čeprav ima seveda Božiček je Božiček zelo prijazna oseba in ima zelo rad otroke. Ampak Miha, saj Božiček ima tudi pomočnike, kaj ne? Tako kot Miklavž. Seveda, Tjaša, Božičku pri njegovem delu pomagajo prijazni škrati, ter pa jelenčki, ki Božička po zraku vozijo v saneh. Tjaša, a morda veš, kako se imenuje tisti jelen, ki je pri Božičku v vpregi prvi? Ja, to pa vem, tu je z rdečim noskom jelenček, Rudolf. Tako je, Tjaša, bravo. Zato je Rudolf tudi najbolj znan Božičkov jelen in je glavni jelen izmed vseh Božičkovih jelenov. No, seveda, že veste, da se Božiček naokoli vozi po zraku v saneh. Naj pa vam zaupam, da je oblečen v topla bela oblačila rdeče barve. Ja, tudi kapo ima rdečo z belim cofom. Ima pa tudi črn pas in škornje ter seveda bele rokavice. Charlie, kaj pa veš? Ali veš, kaj Božiček najraje je? Smokije? Ne. Pomfri? Ne, čakaj, spomnil sem se, zagotovo je hamburger s kečapom najraje. Joj, Charlie, kako si se pa to zmotil zdaj? Seveda, najraje je piškote. Tjaša, pa morda veš, iz kje prihaja Božiček? Ja, seveda vem, iz čarobne deželice. Bravo, Tjaša, res je. Božiček prihaja iz čarobne deželice, ki se nahaja na severnem tečaju. Skratka, na severu, kjer je ponavadi veliko snega. Tam ima tudi svojo božično vas, kjer njegovi pomočniki škratki skozi vse leto pridno izdelujejo igrače in darila. On pa prebira pisme otrok iz celega sveta, ter se jih zelo razveseli, ja? Ko med vsemi temi pismi prejme tudi kakšno risbico, le te ima najraje. A veš, jaz sem ravno danes narisala eno lepo risbico. Kako lepo, Tjaša. Ampak Miha, veš, kaj pa mene zanima? Ravno sem razmišljal prej, ko si ti vse to o Božičku povedal, ne? Kako Božiček pride v hišo, če hiša nima dimnika oziroma stanovanje? Ja, res je, Charlie, tam, kjer nimajo dimnika, pa pride skozi vhodna vrata. A kar tako? Odpre vrata? Čisto enostavno. Božiček je pa res en takšen fajni striček. Ja, Miha, kdaj pa nas potem obišče Dedek Mraz? Aha, odlično vprašanje, Tjaša. Dedek Mraz pa nas obišče decembra. Čisto odvisno, kako je pač časom. Lahko tudi še prve dni januarja. No, naj vam zaupam, da v Sloveniji Dedek Mraz domuje pod Triglavom in sicer v Kekčevi deželi. Ja, sicer pa legenda govori, da Dedek Mraz prihaja iz daljne Rusije in da je poročen s Starko zimo. Se najbrž ima tudi on zato takšno ime, ker je zunaj tako mrzlo, kaj ne? Bo že držalo, Tjaša, čeprav Dedka Mraza najbrž tudi v času zime ne zebe kaj dosti, saj je oblečen v topel ovčji plašč navznoter obrnjeno dlako, ki ga greje, na glavi pa ima sivo kučmo, v rokah sprehajalno palico, ponavadi se med nas pripelje s sanmi z vozom s konjsko oprego. Ampak Miha, a veš, kaj me zanima? A ima mogoče Dedek Mraz tudi kakšne pomočnike? Ja, veš kako, Charlie, Dedek Mraz ponavadi nima spremljevalcev, občasno pa mu pomagajo palčki, živali in tudi snežinke. Sicer pa naj vam zaupam še to, da ima Dedek Mraz vse otroke zelo rad in ne dela nikakršnih razlik med njimi. V njem obstaja tudi veliko različnih pesmic. Še najbolj znana pa je tista Siva kučma, bela brada. Jo poznata? Ja, to pa poznava. Ja, poglej, še tukaj imam besedilo. Odlično, Charlie. Potem jo pa zapojmo skupaj. Kaj pa otroci mislite, da jo poznajo? Ne vem. To vsi poznajo. A jo poznate? Otroci, ja. Sigurno jo. Gremo jo skupaj zapet. Boste nam pomagali, a ne? Seveda. Seveda bodo. 3, 4. Siva kučma, bela brada.
prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Rdeče žoge, knjige, zvezke, punčke, sanke in še kaj. Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Kako je bila lepa? Tako zelo lepa pesmica. Ja, kdo pa je tako lepo pel tukaj? Ja, dedek Mraz. Pozdravljeni. Pozdravljeni, dedek Mraz. Dedek Mraz, izvolite se usesti, najbrž ste zelo, zelo stari. No, star sem že, ampak sem še vedno za med otroke in za med vas. Ampak je lepo, če vam odstopim svoje To mesto. pa je lepo. Ja, dedek Mraz, od kje pa ste vi sedaj prišel? Ja, prišel sem izpod Triglava. Obiskujem namreč otroke po Sloveniji. Kako ste pa prišli, dedek Mraz? Ja, prišel sem s konji. Kje pa so? Končki so pa lepo zunaj, me čakajo. Moji prijatelji. Ja, seveda. Dedek Mraz, meni je Miha prej povedal, veste, sem si napisal, Ja, da ste poročeni starko zimo. A je to res? seveda. Ja, Starka. Kje pa je starka zima? Starka zima pa pripravlja sneg za vse naše kraje. O, sneg, jaz se Sneg že bo komaj spet. čakam. Ja, Tudi jaz, Miha, veš, se bomo lahko spet cankali. Joj, kako si lani se zaletel v tisto Kako je bilo smreko. smešno. In ti si se zakotalil po hribu navzdol in on se je kar v celo kepo zakotalil. ja, Charlie. Še zmeraj me šapa boli. Jo. Nisem želel, da bodo to otroci vedeli, Tjaša, no, ampak okej. Ja, otroci vse zvedo, veste. Kaj imajo pa otroci najraje? Česa si najbolj želijo? Ja, otroci imajo 1000 želja, vendar ne delam razlik. Vsem pa hočemo streči. To pa res. To pa res. Mislim, da ste se tudi vi zaslužili nekaj, kar ste mi tako lepo zapeli. A smo, a ne? Seveda. Poglej, Tjaša. Imaš za nas. Imam neko presenečenje, izvoli, Miha. Evo, Charlie. O, Pa ti bomboni! Ja, hvala. Dobri bomboni. Ja, Tudi za hvala, mene bo dedek eden. Mraz. Miha, Ja, a veš, kaj sem se spomnil? kaj? Dedek Mraz, sedaj, ko mi je prinesel bombone, a nisi ti rekel prej, da boš piškote danes pekel? Saj res, piškote moram še dokončati. Kaj, piškote? Ja, Pa tudi jaz imam rad piškote. res. Ja, Potem jih pa lahko skupaj pripraviva do konca. a res? Ja, Super. pojdiva v kuhinjo in bova skupaj dokončala. Pa pojdimo. Super. Joj, Tjaša, a že vohaš? Joj, Charlie, kako to diši. Ja, po cimetu mojem najljubšem. Mojem tudi. A veš, kako bodo dobri ti piškoti, še posebej zato, ker našemu Miha tu pomaga dedek Mraz. Peš, ja. Ja. A te viš kdaj spekel? Ne, nikoli. Meni tudi ne. Joj. Ko me čakam, a veš, Tudi da jaz, poskusim. tudi jaz. Ej, Tjaša, spomnil sem se nekaj. A si že videla ti nov videospot od Božička? Božička? Ja, Božiček je posnel svojimi škratki, je posnel en takšen super najboljši videospot, v katerem pleše. A res? Ja, a veš, kakšno dobro pesmico je sestavil. Imajo svojo pesmico v svoji čarobni deželici. Ja, Ja, to se zdaj ful na YouTubeu rola. Kako Ja. ga še nisi videla? pa nisem, a mi jo boš pokazal. Ja, seveda ti bom pokazal. Poglej, tukaj ti bom pokazal. Poglej, tukaj piše v čarobni. Otroci boste tudi vi pogledali? Ja, kdo še ni, zagotovo more. Zdaj bo, zdaj. Ja, po čarobni, kaj tukaj piše? V čarobni deželici. V čarobni deželici. Na Pa poglejmo. YouTubeu. V čarobni deželici nikoli dolg čas ni, saj škratki pridni smo, darila pripravljamo. Vsak dan nam je lepo, pojmo in plešemo, a najlepše je takrat, ko rojstni dan imamo.
večkrat. Takrat skačemo, vriskamo, smejimo se na glas. Torte izdelujemo, pozabimo na čas. Takrat igramo se celo noč in pozabimo iti spat. Potem pa zjutraj vsi zaspani, ko treba je vstati. Ne vem, če veste vsi, a v čarobni deželici doma je dobri mož, ki rad vozi se sanmi. Jelenčke on ima, prav vsakega pozna. Najbolj vesel pa je takrat, ko obiše ga poštar škrat. Takrat cele dni, vse noči ob pismih presedi. Pazljivo prebere vsakega, včasih tudi nič ne spi. V njegovih očeh se zaiskri, ko risbico dobi. Zato narišite kaj lepega mu tudi vi. V njegovih očeh se zaiskri, ko risbico dobi. Zato narišite kaj lepega mu tudi vi. Zato narišite Božičku risbico vsi. Tjaša, a si videla? Kako je bil lep ta video Kako spot. so dobro plesali. Ejoj. A veš kaj? Na? Zdaj bom pa še jaz pogledal na Božičkovo spletno stran in sicer ima tudi svojo spletno stran, a veš? Ja, Se sem imenuje slišala. Božiček na Na jasi.si. jasi.si. Joj, poglej! Poglej, kaj vse imajo. Ja, pa niso samo plesali. Poglej to video pravljica za vsakega otroka posebej. Pa čestitke voščila vseh dobrih mož. A veš, kaj Božička, piše? dedka Mraza in Miklavža. A veš kaj piše? Da Božiček pride tudi na dom. Lahko te pa tudi obišče z videoklicem. Ja. To bom pa jaz poklicala, veš? Boš, a ne? Ja. Jaz bom tudi si tole kar shranil. Kaj, če bi midva ga tukaj? povabila na dom? Dejva. Deva ga. Ja, samo čakaj, jaz si bom shranil Božiček na jasi.si pod priljubljene, da ga bom vedno imel na svoji spletni strani, da bom videl, kaj on počne. No. Dajva ga povabiti na dom. Čakaj. Tukaj piše Klikni. video. Ne videoklic, ga bo Ne, ga bova kar povabila. povabila. Klik. Kako hitro! Povabil. Ja, Božič. Ja. Pozdravljena, kako sta? Ja, super Božiček! Ravno sem letel tu nad vama in sem zavohal dišiče piškote. Kdo pa to peče? Ja, to pa peče najin prijatelj, najboljši medved na celem svetu, medved Miha. Pa veš, res? kdo še? Kdo mu pomaga? Dedek Mraz. O, moj prijatelj, moram ga potem iti pozdraviti, se ima veliko stvari še za pogovoriti. Ja. Za vas sem prinesel tudi darilca. Ta je za tebe, Tjaša. Hvala. Charlie, tale zate. Hvala. Največji pa je za Miha. Super. Wow. Lepo, kaj ne? Super, Hvala, zelo lepo Božič. Božiček. Malenkost, z Najlepša največjim hvala. veseljem sem vam prinesel. Povejte mi, kako sta? Ja, jaz sem super. Jaz sem še boljši. Odlično. Božiček, midva sva te gledala preko YouTubea, tisti tvoj ful dober najboljši ples škratki, ki ste ga letos posneli. Vama je všeč, kaj ne? Ja, zelo. Me veseli, da vam je všeč. Otroci, poglejte si ga tudi vi, da? Ampak Božiček, nisem vedel, da imaš tudi svojo spletno stran. Seveda, Božiček se je moderniziral. Ja, Božiček na jasi.si. Moraš s časom naprej, kaj ne? Tako je, Tako je. Povejte mi, Tjaša in Charlie, kaj si poleg daril vidva se želita za Božič? Ampak, ja, jaz imam eno zelo, zelo veliko željo, Povej, katero Charlie. bi rad delil s tabo, Božiček, pa tudi z dedkom Mrazom in Miklavžem, pa tudi vsemi vami otroci. Kajti meni je tudi Miha zaupal, da tako on, kot tudi vse živali v gozdu, se zelo bojijo in so zelo prestrašene, ko vsako leto ob novoletnem času se pokajo petarde in rakete. To je za živali nekaj zelo, zelo, zelo strašnega. Se zelo bojijo. Zato si res zelo, zelo iz srca močno želim, da se v letošnjem letu
več ne bi pokalo ne s petardami, ne z raketami, ampak da bi se tisti denar, ki gre za te stvari, raje namenil za živali. Za tiste živali, ki so v zavetiščih, boge, ki nimajo lastnikov. Da se raje nameni denar in se daruje brikete po zavetiščih. Še bolj bi bil pa vesel, če bi šli otroci, tudi starši, v kakšno izmed zavetišč in da bi posvojili kakšno žival. Bravo, Charlie, zelo lepe želje. Ja. Upam, da se ti uresničijo. Tudi meni. Ja. Jaša, kaj pa tvoje želje? Jaz pa si želim, da ne bi bilo lačnih otrok na svetu. Ne bi bilo lačnih otrok in odraslih. In tudi v Sloveniji imamo veliko dobrodelnih organizacij, ki pomagajo takim družinam. Sta vedela? Jaz vem zanje. Jaz sem že slišal, ja. In ena prav posebna taka organizacija, ki je pomagala že ogromno družinam, je tudi Anina zvezdica. Ljudje me večkrat sprašujejo, kaj je tisto najbolj pomembno, da se da v naše pakete, da lahko prinesejo. In jaz sem se odločila, oziroma zvezdica smo se skupaj s parom odločile, da vam to kar pokažemo. Gremo, zvezdice! Evo, najprej si bomo vštavali malo prepašta, to imamo vsi prav radi, družine tudi, tako da bomo par telefoni nabrali. Zdaj imamo pa še omake, testenine, mesni narezek, to je zelo so ljudje veseli tega, predvsem starejši, ker jih tudi spominja na mladost. Evo, zdaj se pa nahajamo v meni najljubšem predelu v trgovini, sladkarije, bomboni, keksi, čokolade, harčte, tudi kakšne slane stvari in to so v bistvu izdelki, ki so ful zaželeni v času praznikov, zato ker se njih izjemno razveselijo otroci, tako da vedno prosimo tudi vse, da nam pomagajo na tem področju, ker pa kar te otroške lučke zaželijo, to je nekaj najbolj vrednega. Smo pri mleku, mleko je zelo pomembno, družine so ga izjemno vesele, tako da vedno ga dobijo več, tako da bomo vzeli predvsem paket, kavice imajo tudi vsi vedno radi, tako da kaj moramo naprej. Darujete pa seveda lahko tudi čistila, kozmetične izdelke in pa igrače. Mi smo končali z nakupom, hvala vam vsem, pozdravljamo vas iz našega Špara in se vidimo. Čau! Ampak Božiček, veš kaj? Tukaj sem šel še malo brskati po tvoji super spletni strani, a ne, božiček.jasi.si. In sem opazil, da tudi pri vas se daruje en delček prispevka izmed teh videoklicev, pa personaliziranih božičnih videopravljic, pa potem vsem tistim, ki prideš na obisk, a ne, se delček prispevka tudi iz tvoje strani daruje za Anino zvezdico. Tako je, to res? tako, res je. Tako kot Anina zvezdica pomaga ostalim, malenkost pomagamo tudi mi, Anini zvezdici. Bravo, kako plemenito, In Božiček. skupaj ustvarjamo prelepo zgodbo, kaj ne? O, kako lepo. Draga otroka, sedaj pa jaz zapuščam. A že greš? Moram naprej, čaka me Rudolf. A ga boš pozdravil? Rudolf. Bom ga pozdravil in mu bom zaželel, da še naprej tako sveti svojim rdečim nosom. Je. Zmenjeno. Najlepša hvala vam, bodite pridna še naprej, še drugo leto. Bova. Tudi vi otroci, bodite pridni. Se vidimo. In Lepo se imej, Božiček. enako. Adijo. Adijo. Evo, dedek Mraz, kako so pripravili lepe piškote. Jaz sem jih oblil s čokolado, vi pa ste jim narisali te prelepe bele črte. Kdo vas je pa to naučil? To pa me je naučila babica Zima. Res? Starka. Kako lepo starka Zima. Starka Zima ima pa res talenta, ne? Ja, seveda. Veste, dedek Mraz, nima samo starka Zima talent. Talent imajo tudi naše male zvezde pod dežnikom. Ena od njih je Lara, ki prihaja z Krškega. Rada pleše, poje, riše, pomaga staršem in se igra s svojima 2 kužkoma. In danes nam bo zrecitirala pesmico. Muce bele, muce črne, muce zlate in srebrne, več ne smejo klepetati,
morajo takoj zaspati. Zlato sonce gre čez morje, bele sanje čez obzorje. Sanje so velika skleda, pol iz mleka, pol iz meda. Ko jim sanje zadišijo, bele muse brzo spijo. In za njimi tudi črne in še zlate in srebrne. No, tudi jaz poznam dve takšni deklici. Prihajata iz Dola pri Ljubljani, to sta Zala in Naja. Znata plesati, se ukvarjata z živalmi in imata tudi druge talente, da pomagata mamici pri kuhi. Odlično, no, pa si jih poglejmo. Danes vam bom predstavil zelo preprost, a hkrati tudi zelo zabaven trik s pomočjo steklenega kozarca s pokrovom in pa s pomočjo kovančka. Naj vam za začetek povem, da je tale moj stekleni kozarec, ki ima tudi pokrov, da na pokrovu ni, kot vidite, nobene odprtine ali zareze, ampak bom kljub temu tale kovanček spravil noter v kozarec. Sedaj pa le dobro gledajte. Kajti na 3 bo tale kovanček se pojavil v kozarcu. 1, 2, 3. Haha. A vidite? Ste že mislili, da mi ne bo uspelo, kaj ne? Samo še preverimo, ali je kovanček res ta prav. Pa je ta prav, poglejte. Sedaj pa vas najbrž zanima, kako mi je to uspelo, kaj ne? Ampak povedal vam bom skrivnost. Skratka, za trik potrebujemo navaden steklen kozarec s pokrovom. Prepričan sem, da ima vsak izmed vas kakšen kozarec tudi doma. Lahko je od kislega zelja, kumaric, ajvera, marmelade, tistega mogoče čokoladnega namaza. Lahko pa uporabite tudi kakšen večji kozarec, v katerih so ponavadi kakšni jabolčni sokovi in podobno. Poleg kozarca s pokrovom pa potrebujete tudi kovanček. No, če sem čisto bolj natančen, potrebujete namreč 2 kovančka. Ja. Trik je v tem, da si že vnaprej pripravite pod pokrovom, uporabite majhno selotejpa oziroma z lepšo besedo lepilnega traku, na katerega vnaprej zalimate en kovanec. Lepilnega traku ne potrebujete veliko, zgolj toliko, da prime kovanec, ko pokrov obrnete na glavo. Potem pokrov zaprete, sedaj pa je trik samo v tem, da ko boste začeli z 1, 2, 3, se na številko 1 in 2 samo majčkeno dotaknite pokrova. Ne preveč, da ne bo kovanček, ki ga imate pod pokrovom, padel v kozarec. Ko pa izgovorite številko 3, pa malo bolj udarite po pokrovu, da se kovanček res pojavi v steklenem kozarcu. Nato kozarec še malo pretresite, da bodo vsi imeli zelo debele oči, kateri vas bodo spremljali. Ta čas pa sami drug kovanec pospravite v žep. Tako, sedaj ko znate, pa le veselo na delo, kajti saj veste, vaja dela mojstra. Že naslednjič pa vam pokažem spet kakšen nov trik. Petka! Zunaj še ni snega in jaz obožujem delati snežake, zato sem se odločila, da jih bom kar ustvarila. So zelo preprosti za izdelavo, potrebujemo pa rolice WC papirja, barvni papir, če ga nimate, potem ga lahko tudi pobarvate z barvicami, s flomastri, z voščenkami ali pa vodenimi barvicami. Navaden bel papir,
Morda vam bo prav prišlo tudi ravnilo, lepilo, škarje. To je to. In sicer za telo potrebujemo papir, ki bo dolg 9 cm. Potem za piskrček na glavi imamo barvni papir, ki meri 4 cm. Za ročaj potrebujemo centimetrski trak in za šal približno 2 cm. Lahko delate čisto po svoje. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na korenčka, ki ga izdelamo iz manjšega koščka papirja, usta oziroma oglje, črni papir in pa gumbek poljubne barve. Pa začnimo. Iz enega papirja lahko naredite kar 3. Jaz sem to že odmerila, zato bom sedaj izstrigla. Tako, vzamemo rolico papirja, lepilo, dobro premažemo, kar celega. Tako in prilepimo nanj bel papir. Zavrtimo, kar pa je odvečno, pa samo odstrižemo. In naš trup je končan. Potem izstrižemo, smo rekli, 4 cm trak za piskrček. Piskrček bomo pa prilepili tukaj na rob rolice. Zato rob tudi pomažemo z lepilom. Takole. Piskrčka sedaj prilepimo. Tako. Ročaj pa potrebujemo centimetrski trak. Če želimo, lahko naredimo 2 ročaja ali pa enega. Tukaj imamo narejeno tudi z 2. Tako da en trak lahko izstrižemo in imamo 2. Sedaj pa polepimo z lepilom in na eno stran prilepimo. Nato še na drugi strani piskrčka polepimo z lepilom in tega samo obrnemo in prilepimo. In še na drugi strani ponovimo enako. Tako, ročaja sta narejena. Zdaj pa naš snežak potrebuje tudi korenčka. Korenčka si lahko narišete ali pa ga kar poljubno izstrižete. Tako. Snežaku prilepimo korenčka. Seveda potrebujemo tudi oči. Mojemu bom naredila kar temno modre očke. Izstrižemo 2 krogca za oči. Še enega. Seveda približno enakih velikosti. In jo tudi prilepimo. Iz črnega pa izstrižemo več krogcev, ki bodo naša usta iz oglja. Tudi te prilepimo. Takole. Moj snežak potrebuje še šal, ki bo danes rdeče barve. Tukaj pa spet pomažemo tulec po vsej dolžini, širini in prilepimo še šal. Na koncu
pa takole malo zavihamo. Mojemu bom naredila še gumbka. Tako. In naš snežak je končan. Tjaša, ali bi se šla eno igro z mano danes? Ja, seveda, se veš, da se vedno rada igram. Super! A veš, katero se bova šla danes? Katero? Poglej, tukaj pred nama si sedaj zamisli, da je to eno takšno nevidno jezero, Ja. v katerem je veliko nevidnih, a zelo lačnih krokodilov. Ja. Okay. Ampak mi dva morava priti na drugo stran jezera, na In kopno. kako bova to naredila? Ja, to bova naredila tako, da bova najprej vzela 2 lista papirja A4, to sta naša splava, a ne? Splav se temu reče. Ja. Na katera bova, s pomočjo katerih bova prišla na kopno. Bova prečkala to jezero. A veš Super. kako? Tako Kako? da splav No, položiva pokaži. na to nevidno jezero, Ja. stopiva na splav z obema nogama hkrati, Ja. položiva prece drug splav, zopet stopiva, pazi, da ne stopiš v jezero. Aha. Pazi, da te krokodil ne zgazi. Haha, to pa ja. Potem vzameva splav, ki je za nama, ga postaviva prece, stopiva zopet gor in tako ponovima, da pridemo do kopnega. Si zapomnila? Super, sem. Pa Okej. mora biti tako vmes luft, ko stopaš. Ja, malo pa že, a ne? Se mi zdi, da ga je bilo kar precej, Charlie. A resno Ja. bova pazila, da ne bo toliko, da bova delala male korake, a ne? Tako, ja. Okay. Super igra, Charlie. Aj si zadovoljen, Miha? Meni je zelo všeč. Mika, ti pa pazi, če boš opazil kakega krokodila, nama povej. Menjeno. A sva pripravljena? Sva Mika bo dal znak. 3, 4, zdaj! Super vam gre. Kaj se pa krokodil? Charlie, super ti gre. Kako sta hitra, noben krokodila ni opazil. Najboljši, Miha! Tako si Tjaša spretno pomaga in to je zmagal. Charlie! Miha! Ampak tudi Tjaša je zmagala. Bravo, Charlie! Ja. Pojedel To krokodil. si pa naredil eno tako Si utrujena? utrujajočo igro. Ja, tudi jaz malo. Ampak a veš kaj? Malo mi trebuh nagaja, ampak morda pa bo naslednjič lažje. Tjaša, super si bila, ampak tele nevidni krokodili so pa sedaj razočarani. Ja? Ker so In še vedno lačni. lačni. Super, Super. pejva se še eno igro. Greva. Ok, Sedaj pa jaz povem. zmenjeno. Charlie, sedaj se greva pa še eno igro z listom. Pejva. Zdaj imava pa bele. Aha. Ja, in sicer greš na kolena. Aha. Na kolena. Tako na kolena. Ok, Daš na štartno črto dobro. in bova pihala tale list do cilja. Tisti, ki prvi Tja. odpihne list na cilj, tisti je zmagovalec. Poglej, ti si tudi svoje ime Ja. napisala na list. Tudi jaz sem si napisal svoje ime, da ne bi ti moj list Aha, pihnila. ja, pa- zdaj vem. Sva pripravljena? Ja, čakaj še. No, Ta igra mi je zelo všeč. Sta pripravljena? Charlie, Miha. takole. Znak? A? Miha, lahko. 3, 4, zdaj! Pikajta, pikajta! Bravo, bravo! Charlie! Jej! Danes vsem zgubim! Ja, pa. Super sta, odlično. Tjaša, Tok sta pihala, me je skoraj upihnilo. Tjaša, ne bi tu žaljena. Saj nisem. Misliš, da boš pa ti Saj sem premagala. vesela zate, bravo, Charlie. Super vam je, Ampak super. sem malo razočarana nad mano, ker sem to vadila doma, veš? A veš, da jaz tudi. Super sva bila. Ja, super. Miha, ti si bil tudi super. Ja, hvala. Tjaša, kaj ćma mi dva danes v tej eni minuti narediti? Imaš kakšno idejo? Imaš ti? Ja, seveda. Jaz se nimam. Naredeva, kdo naredi več počepov v eni minuti. A si za? Ne. Daj no, kaj pa poskokov? Charlie. Spet moram skakati. Ja, kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, pa meni se to ne da, skozi eno in isto skakati,
počepe delati. Dobrodošla. Sem slišal, da ste se pogovarjali o meni Glej, kdo je prišel, in sem vama prinesel darilo. Hvala, Ja, hvala, Ja. so Miklavž. lepe. Kaj pa počneta? Ja, ravno gibava, kaj bi se lahko šla igrati, da bi naredila. A veš, igramo se ponovadi kakšno igrico, da imamo 1 minuto časa in tist, ki naredi več ponovitev, recimo počepov, poskokov in tako naprej, zmaga potem. Zmaga. Ali bi se igral z nama? Joj, tako se mi mudi še obdarovati druge otroke. Res nimam časa, ampak lahko vama pa dam navodilo, kaj se igrajte. Ja, ker smo čisto brez idej. Predlagam, da se gremo izziv, kdo v 1 minuti olupi več mandarin. Kakšna dobra ideja. Tako kul ideja, tega pa še nisva nikoli počela. Ne. A bomo probali danes? Ejva. O, Pa jih potem lahko tudi pojeva. Seveda. ful dobro. Sta pripravljena? Ja, Ja, nama boš dal znak? Ja. 3, 4, zdaj. O, Tjaša, Jaz a ti bom. gre? Joj, te Meni gre zelo dobro, te? pa ne vem. Otroci, nekaj za šteka. koga navijate? Za Charlija. Ne, za Tjašo. 1. Ja, še Kako si dobrih tako 40 hitra? sekund, 45 sekund natančno. Hitro, hitro. Pa ne bi tako hitra Tjaša, no. A zagotovo goljufa, ne? Dobro jo gledajte, kajti ona mene vedno goljufa. Kako dobre. Ja, tudi jaz. Še dobro, da se mi ne mudi tako zelo. Tjaša, Še 25 sekund imasta na voljo. Hitro, hitro. 22 sekund, o, meni natančno. gre zelo počasi. Otroci, za koga navijate? Ja, za Charlija. Ne, za Tjaša. Haha, imam efekt. Še 11 sekund imasta na voljo. Pa ne, no, gremo lahko od začetka, prosim. Ne, to je 5, poštena igra. 4, 3, 2, 1 in nič, stop! A mi je uspelo? Koliko jih En, imaš? dva, tri, Preštejemo. Kako si ti? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, ja. 3, 4, 5. Ja, samo, ne, moje so cele. Ja, sej moje tudi, poglej. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Petka. Dobili smo zmagovalca, Tjaša. Čestitke. Danes je za tebe opravljen izziv. Bravo. Lepo se imejta. Ja, hvala. Jaz grem pogledat še druge otroke. Ja, se ti Res se mi mudi. mudi danes. Okay. Hvala za tako Uživajte. slastno, okusno in pa seveda zdravo darilo. Miklavž, a mi pozdraviš, prosim, moje prijatelje parkle. Ja, seveda. Reči, da drugice spet igramo skupaj v gozdu. Pa le priden bodi. Seveda se bom. Adijo. Nasvidenje. Adijo, Miklavž. Čestitam, Tjaša, ker si me premagala. Res si bila boljša, ampak ti bom vrnil naslednjič. Zmenjeno. Okay. Katera pravljica nas čaka danes? Naslov je Otroci so rešili Božič. Ravno pravšnja za ta čas, kaj ne? V božični deželi je že vse pripravljeno na Božič. Božiček je prebral vsa pisma otrok, škratki so pripravili seznam, napekli piškote in izdelali igrače, ki so si jih otroci zaželeli. Darila so pripravljena in Božiček, škratki in jelen je pripravljen na dolgo potovanje in osrečevanje otrok po celem svetu. In že letijo in se smejijo, ker bodo osrečili nešteto otrok. A pot je dolga, zato imajo po svetu več postojank, kjer si odpočijejo in naberajo novih moči za nadaljevanje poti. A škratki, razigrani, navihani škratki, so izgubili hrano za jelene. In sedaj jo iščejo po gozdu ob jasi, kjer imajo postanek. Brez hrane ne morejo nadaljevati poti, saj so jeleni utrujeni in lačni. Vsi so v skrbeh. Božiček, škratki in ubogi lačni jelenčki. Na jasi so Božička obiskali otroci, ki so na poti skozi gozdiček
našli izgubljeno hrano in tako rešili Božič. Božiček, škratki, pomočniki in seveda lačni jeleni so bili presrečni. Priredili so zahvalno zabavo za otroke, kjer so plesali, rajali in se smejali. Otroke so za nagrado obdarili ter jim obljubili najboljša darila, ki jih bodo na božično jutro pričakala doma pod novoletno jelko. Bo tudi tebe na božično jutro pričakalo darilo pod novoletno jelko? Bo? Ste tudi vi otroci opravili v letošnjem letu kakšno dobro delo? Če še niste, potem imate še čas. Le pomislite, kaj bi lahko bilo dobro delo. Morda samo pomagati mamici v kuhinji ali pa očku posesati avto ali pa na primer babici prinesti kaj iz trgovine ali pa lačnim živalim nastaviti zunaj kakšno posodo z vodo ali pa ptičkom hrano v ptičje hišice, morda odeje v zavetišče, da bo živalim, ki so zapuščene, toplo. Ali karkoli. Pomagati prijatelju, če potrebuje pomoč pri domači nalogi, ali pa kar tako pogovor s kom, ki to potrebuje. Za vse vas, ki boste opravili dobro delo in to poslali na naš Facebook profil ali pa na naš Gmail naslov pod čarobnim dežnikom @gmail.com, čakajo na darila. 10 najbolj izvirnim, ki boste poslali fotografije, kako pomagate nekomu, ko kaj delate, pomagate mamici, očku, babici, prijatelju, zavetišču ali pa Anini zvezdici pri nabiranju hrane za lačne, imamo pripravljene tele pravljice s pobarvankami, pa še nekaj. V taki livrečki se skrivajo tudi voščenke, da boste lažje pobarvali pobarvanko. Zato le hitro opravite kakšno dobro delo, poslikajte in nam pošljite. Dobra dela so res pomembna, zato ker osrečijo tebe in tistega, ki mu pomagaš. Naslednjič pa se vidimo v januarju. Sedaj pa le delite s svojimi prijatelji to misel o dobrem delu in pa povejte mu, kako super je pogledati oddajo Pod čarobnim dežnikom. In se vidimo. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse 3. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan